Eden izmed najbolj znanih primerov zlorabe evtanazije je primer, ki je v tujini znan kot coffee case na Nizozemskem, torej primer kava. Na Nizozemskem je ena gospa 74 let stara, ki je imela demenco, ampak je pred to demenco napisala jasno, da pač želi v takem primeru imeti evtanazijo. Ampak ko je enkrat imela demenco, je v domu upokojencev bila enkrat za evtanazijo, enkrat pa je bila proti evtanaziji. Ampak po nekaj tednih tega je v bistvu zdravnik skupaj s svojci v bistvu odločili, da bo to evtanazijo izvedli. In kako so jo izvedli? V bistvu so jo povabili zjutraj na kavico, in v kavico so ji dali pomirjevala. In ko je ona postala malo omotična, so jo polegli in dali še drugo pomirjevala. Ampak tik pred tem, ko je zdravnik želel jo evtanazirati, torej smrtno dozo, se je ona predramila, in kot tako zdravnik v svojem lastnem poročilu piše, da je dala en tak prestrašen pogled, ki mu je dal misliti, da pač si ne želi evtanazije, ampak da se njemu v tistem trenutku ni zdelo več primerno, da ne bi evtanaziral. In ker se je gospa začela v bistvu upirati, so jo svojci prijeli, zato da je zdravnik lahko na koncu evtanaziral. In komisija, ki je potem revidirala ta dogodek, je ugotovila, da je šlo za nezakonito evtanazijo. Ampak na koncu je zadeva na sodišču, ampak najvišje sodišče na Nizozemskem je v bistvu pač tega zdravnika oprostilo. Zakaj ga je oprostilo? Zaradi tega, ker je on deloval v dobri veri, in da ni v bistvu nič takega naredil, da bi bil obsojen. In še več, leta 2020 so ta navodila za zdravnike, ki evtanazirajo, v bistvu nadgradili prav za tak primer, ko ni zelo jasno, v primeru demence, ko ni zelo jasno, ali si pacient še vedno želi evtanazijo ali ne, da je v bistvu enostavno presoja zdravnika tista, ki to določi. In tudi ta navodila so dali, da lahko uporabijo pomirjevalo za to, da nečesa takega ne bi prišlo. Ampak kaj nas uči ta primer? Ta primer nas uči, da ne moremo verjeti zagovornikom tega zakona v Sloveniji, ko pravijo, da zaradi tega, ker v tujini nobeden zdravnik ni bil nikoli obsojen, da ni prišlo do zlorabe. Ker v tem primeru očitno vidimo, da je prišlo do zlorabe. Ampak zakaj se to dogaja? Zaradi tega, ker pač, ko enkrat družba sprejme, da je odrešitev trpljenja z umorom ali pa pomočjo pri samomoru ali pa umoru nekaj krepostnega, zelo težko prepoznamo, da je tukaj res zloraba. Ampak da to preprečimo, moramo preprečiti, da se tak zakon uveljavi. Zato pojdite na volitve, pojdite na referendum in 23. novembra obkrožite proti.